isto, ampak je podobno, ker ni bilo mišljeno isto. Oskar Kogoj is a world-known Slovenian designer. His works are exhibited in 50 museums all over the world, amongst them also the Museum of Modern Art in New York. The most famous is his Venetic horse, but he has also designed numerous practical and decorative objects, furniture and glass. Recently, he's mostly interested in the spiritual side of life, which is reflected also in his works, which are full of symbolism. They capture spiritual messages of ancient cultures. Povezava v mojem življenju, ko analiziram, je pravzaprav vedno me je vodil nekdo, se pravi, seveda tudi starši, ki so bili na eni strani veliki tehniki, na drugi strani pa zelo spiritualni ljudje, duhovni ljudje. Moja mama je želela, da bi bil duhovnik, ne, moj oče pa mesar, bi se ukvarjal z Kogojevo tradicijo. Ta povezava je bila vedno skrita v vsakem mojem delu, da iščemo nekaj več. Kaj je v neki obliki, kaj je lahko več. Na Krasu so tudi zvijali določene kose drevesa, že za stare ladje, so oblikovali, počakali in potem dodelali pravi dizajn iz narave. Znali so vsi pomagati, ker je to bilo tudi logično in tudi naravno. In zdaj prav v zadnjem času nastaja spet ena taka mizica iz korenik, prepletenih in steklo na vrh, da pokažemo tudi, s kje lahko črpamo vse iz narave. Ne? Ja, narava mi je bila vedno osnova. Jaz sem se rodil v Vipavi na Brodu in ko gledamo iz vrha, kako se ta Vipava, kakšne meandre dela, so zelo zanimive oblike in to sem prinesel tudi pohištvo potem, ker da ne bi bilo samo tehnološko strogo, se napravi močne oblike, takrat zelo revolucionarne za tisti čas, pa tudi danes je to bo redkost, vendar te oblike lahko služijo človeku, da mu pomaga duhovnemu razvoju. Tudi mora biti pa funkcija prva, ne, da služi človeku. Ne. Vedno vsaka stvar mora služiti. 300-letnica Tartinija, Vojka Štular in direktorica Auditorija Portorož me povabita, da bi nekaj napravili za tisto obletnico. In takrat se je tudi zgodila ta violina, ki je pa vedno klasična violina, s tem, da smo spremenili. Tukaj sem dal trojni obok, prav po znanju kraških obokov. Sprememba je violinskega ključa, ki je, to se pravi, ramova palca. To so spremembe, se jih lahko napravil. To je tudi sprememba. To se pravi, violina je pridobila na starosti. Izdelovalec Vilim Devšov je rekel, da ona se hitreje stara in tudi ima zvok, ki je zelo dober. Vilim Devšov potem na bazi te napravil še 2 instrumenta, violončelo in čelo. Tako da je celotna kolekcija. Jaz vsakrat, ko sem bil v Indiji, obdobje 17 let, sem videl nešteto čudežev. Tu je pa po pripovedi, ko iz roke dvigne in napravi goloba, živega, simbol tudi Božjega stvarstva. Seveda mi da idejo, da se ta golob pojavi v skulpturi. In je eno simbolno znamenje sodobnega časa, ki je povezano z našo slovensko krščansko religijo. Seveda religija pa mora pomagati
da razvozlamo, kaj je bistvo. Bistvo je, da živimo, se razvijamo in delamo pozitivno in iščemo resnico vsake stvari. Res je, ne res ni. V Sloveniji imamo največ različnih pirhov, pisanic in risanic, ker smo mi častili boga Belina, ki je imel v rokah belo jajce. To v steklu zelo lepo, ne? Tudi ne. Predstavlja Božje stvarstvo. Tu je pa Nojevo jajce, slovensko, ki ga mojster Grum obdela z mojo risbo mandale. Seveda ne grem mimo študija in poznavanja kulture Indijancev in postanejo tudi moji prijatelji. To je pa ohranjeno, se pravi račka, ki jo oni tudi občudujejo in tudi naši predniki. Egipčani so v grobove dali eno raco in moj prijatelj je tudi želel imeti raco, ko so ga pokopali. Par tavžent let star simbol. Ptica, katera ima jajce, in v jajcu je ptica. Prispodoba spet Božjega stvarstva, smo jo napravili tudi v zlatu, zato da nadaljujemo to, kar so naši predniki že dognali, mi samo dopolnjujemo sodobnim časom in sodobno izkušnjo to, kar je že bilo vse znano. Kozmično jajce, potem zemeljsko jajce, in ko iz trebuška v obliki jajčka se porodi otrok, ko pride iz enega jajčka, je dobro, da mu napravimo zibko, ki ima podobno frekvenco. In tudi tukaj so koroški mojstri izdelali to jajce, leseno, se odpre in noter se postavi otroka. Seveda noter manjka še oprema. Ampak otroka previjamo lahko spet v tej obliki. Da nadaljujemo potem te aplikacije jajčne oblike, smo uporabili kobalto v obliki jajca, noter je pa tudi še ena majhna jajčka. Seveda uporabljamo potem pa tudi spet oblika jajčka, ampak tukaj je posvečeno možu in ženi, zbori dve rinke skupaj, ne? Vedno je v oblikah vse skrito. In potem, ko sem jaz začel delati pa lipicanske konje, mi ne moramo iti mimo lipicanskega konja, ki je sodoben konj, ki se ga postavili spet 3 glav, da sloni na 3 nogah oziroma na 2, s tretjo si podpira. Lipica je bila majhna vasička, ker uživa to kraško hrano in ker je stara tradicija konja, lahko razvije v tako popolno obliko. In so doživeli velike uspehe v Benetkah in po svetu. Ja, venetski konj, spodbuda za to je bila tudi knjiga Veneti naši davni predniki. No, na Situlah je 13 konjev in jaz sem zbiral, kakšnega bi. In po intuiciji sem zbral tistega, ki je imel enega orla, pozneje ugotovljeno Garuda, ki je predstavljal sestop avatarja na zemlji. In tam so nastala pravzaprav razvozlavanja vseh skrivnosti človeka. Ta velikost je bila napravljena pa z namenom, ker je rekel Jože Žagar, da moramo napraviti na majhnega konja, da bo imel 1 kilo zlata, ko naj bi bila nagrada za tistega, ki je nekaj napravil za Slovenijo. Ne samo papir, ampak tudi neka vrednost. Mi smo napravili 5 velikih konjev, ki so postavljeni najprej v Slovengradcu, potem v Ženevi, v Nebogu, kjer sem tudi samostojno razstavil, zadnji je bil postavljen pa v Jeruzalemu. No in ko so italijanski mojstri Pietri Santi zlatili, z zlatimi lističi, spodnji del ga nisem mogli dokončati.
In potem so ugotovili, da sama oblika konja generira tako močno energijo, da spodaj se ne da. Je treba spremeniti debelost zlata. In ko so povečali, so to rešili. Vsaka velika umetnost ima svoje auro. Moja meditacija je ta, da grem v gozd in tam raziskujem vejevje, palce, krivulje in več kot 1000 sem že napravil. S tem, da bi spoznal, kako razvija vibracijo ta oblika. In tudi pri vseh slovenskih znanih artefaktih naših prednikov izpred 2000 let se pojavi tudi vibracija. Ptica tudi vibrira. Jaz pa poskušam v mojem delu spoznati skrivnost in potem nekaj napraviti za sočloveka, ki to kupi, da začne razmišljati, da ga spodbuja, tudi če ne ve, ga spodbuja. To je leta in leta izkušenj. Fizičnega dela, kiparskega dela, razumevanja materialov in dognanje preko intuicije. Umetnost nastane preko intuicije. Zato se niso naši predniki borili toliko za velike palače, ampak so se vedno borili za duhovnost. Zato tudi jaz to poudarjam, ko sem to odkril. In zato je tudi v jeziku, slovenskem jeziku, je to skrito. So pa vedno skrivnosti skrivili, ker drugače bi bile izrabljene. Še danes se skriva.